Je življenjska izkušnja, moram reči. Sem tudi zelo zadovoljna s taborom, ker vsak dan pač nekaj delamo, skozi se nekaj dogaja, veliko se ga naučimo, pa je zelo fajn. Vsebine, ki jih udeleženci vojaškega tabora na vojaškem taboru spoznajo, so vojaške veščine in pa postrojitvena pravila, potem oborožitev in pa oprema, ki jo uporabljamo v Slovenski vojski. Udeleženci imajo možnost tudi streljati za zračno puško, malokalibersko puško, avtomatsko puško, letos F2000, torej naša puška Slovenske vojske, in pa pištolo. Naslednja vsebina so taktični postopki z osnovami preživetja na bojišču in pa višji nivo udeležencev se spozna tudi z vsebinami voditeljstva. Prilagojen je samo v načinu, kako smo zagotovili varnostne ukrepe. Se pravi, nismo niti zmanjšali števila udeležencev, niti nismo spremenili programa, tako da vse je ostalo glede tega nespremenjeno. Zagotovili pa smo, da smo organizirali delo tako, da so se v čim večji meri upoštevala varnostna razdalja, da če to ni bilo možno, so se seveda uporabljala zaščitna sredstva in kar pa je bilo najbolj pomembno, verjetno je, da smo vse udeležence in pa vse, ki so na taboru sodelovali, pred taborom samim testirali. Vojaški tabor, ki ga mi organiziramo vsakoletno, ima namen, da v čim večji meri prikaže, kako poteka vojaško življenje in da s tem seveda spodbudimo dijake, polnoletne dijake in študente, da se tudi morda nam pridružijo, se odločijo za vojaški poklic. To je nek tak prvi stik, kjer v 2 tednih lahko dobijo vpogled, kaj pomeni vojaški poklic in seveda jih lahko s tem spodbudimo, da pridejo v Slovensko vojsko. Mi je bilo zelo všeč. Smo take super poveljnike dobili, vod se je zelo povezal med sabo, tudi z ostalimi vodi smo imeli priložnost se spoznati. Najbolj všeč je težko zbrati tisto stvar, ker smo res imeli poln program, vsak dan se je delal veliko zadev, tako da mogoče helikopter, orientacijski pohodi, samo tisto nošanje in izkušnje, kako vojaki preživljajo svoje dneve. Tako da ja. Sem uživala zelo, se tudi mučila zelo, ampak ja, bi se videla v tem poklicu, ampak mogoče na višjem činu. Pričakovanja od prejšnjih let sem zvedela, da je zelo naporen tabor, tako da sem se predhodno pripravljala s tekom. Sem tekla, da bi vsaj malo kondicije dobila. Tako da sem v bistvu prišla pripravljena na bruhanje, na velik sklec, na velik kazenskih točk, na dretje strani poveljnikov. In sklec je bilo velik, teka je bilo velik, hoje z 20 kg opreme je bilo velik, adrenalina tudi, tako da ja, se je nabralo vsega pomalo. Ne, dretja pa ni bilo. Ne, vse je na lep način povedan, če kaj nismo obogali sklece, če kaj ni bilo prav narejen sklece, ali pa kakšna druga vaja. Mislim, da bi mogli se tabora udeležiti čisto vsi, tako punce kot fantje, ker mislim, da sploh za nas punce je ta tabor še toliko bolj pomemben, ker vsaj jaz sem opazila, da sem si dokazala, da tudi če sem punca, lahko dosežem vse, kar lahko dosežejo fantje. Sploh na orientacijskem pohodu, ker smo res imeli daljši pohod, prehodili smo 8 km. So bili fantje na tistih točkah tako zmatrani, da so odložili hipo, se umirili, odložili puško in bili tako zmatrani. Jaz sem bila pa tam tako mehna sem, punca sem, manj kil manj kot ti, nosim isto kil kot ti, pa grem naprej in ti da tisto motivacijo, pa tisto potrditev, da lahko dosežeš vse, kar si zadaš. Tako da ja, mislim, da bi mogli vsi iti.